Živijo, torej nadaljujem z januarsko temo in sicer kako poskrbeti zase, ker opazila sem, da če smo v življenju nezadovoljni, da si potem iščemo neke dodatne aktivnosti, družbo, ne vem kaj, stvari, ke bi nas zaposlile, ke bi nas nekako, ke bi nam odvrnile pozornost stran od tega dolgčasa, ke se v nas noter dogaja. In ta dolgčas je pravzaprav posledica nekih drugih globljih čustev, a ne, ker če smo mi v sebi mirni, potem lahko takole obsedimo in istočasno čutimo, da je življenje čisto dovolj bogato, a ne, da nič več ne rabimo, da vse že imamo, vse je že tukaj, vse je že ta trenutek in se nekako počutimo polne, izpopolnjene, a ne, tudi v tem trenutku ali pa v vsakem trenutku znova. Na drugi strani pa dolgčas govori o tem, da ni dovolj, da zmeraj nekaj manjka, a ne, v tem trenutku, tukaj in zdaj. Nekaj pogrešam, nekaj bi še drugače, pa začneš nekaj delati, pa ni to, pa si kar sam sebi že, ne vem, si greš na živce, pa ležiš cel popoldne pa gledaš televizijo, ampak je tebi dolgčas, a ne, to sploh velikokrat vidimo pri najstnikih, se mi zdi, da se to bolj izrazito začne. To obdobje, ko začnejo, a ne, kar do ničesar več jim ni, vse jim gre na živce, pa to je itak dolgčas, pa brez veze, pa jim lahko daš ne vem kakšno idejo, pa ne vem kakšno aktivnost, oni vam bojo vsakič znova povedali isto. To je totalno brez zveze. In včasih to obdobje razvlečemo tudi v odraslost ali pa nekateri razvlečejo to obdobje. In mogoče kakšni zunanji ljudje bi to opazovali pa bi rekli, koliko je njemu pa luštno, njemu pa nič ni treba, on pa lahko samo leži pa televizijo gleda ali pa ne vem, še kakšna zavidanja so deležni take osebe. Ampak v resnici smo vsi ljudje nagnjeni k storilnosti, vsi ljudje smo radi koristni, vsi imamo radi ta občutek, da nekaj doprinašamo družbi, da je družba polnejša, bogatejša zaradi nas ali pa zaradi našega dela ali pa celo, da imamo mi neko, da smo razvili neko unikatnost, ke jo lahko samo mi ali pa samo na prav poseben način doprinesemo med ljudi. In po teh občutkih, a ne, po tej izpopolnjenosti vsi hrepenimo. In zdaj eni to lahko uresničite s službo, ali pa ne vem, čez kakšne druge aktivnosti. Tisti, ki pa čutite v sebi eno tako splošno nezadovoljstvo, ki je ponavadi, tako kot sem že prej omenila, a ne, posledica enih teh nakopičenih notranjih čutenj in enih nesporazumov še iz drugih odnosov, pa še iz ne vem katerih preteklih obdobij, potem se pa ta, ne vem, kaj bi rekla, ta melanholija kar prenese na vse, na celotno življenje, nič ni več izpopolnjujoče, nič ni več tako, kot bi moralo biti, nič ne prinese več tistega ta prave sreče pa, a ne, vse je kar nekaj. In take osebe zelo velikokrat začnejo posegati po alkoholu, drogi, mogoče kakšni hrani ali pa, a ne, začnejo prehranjevalne navade spreminjati, da je recimo bolj slaba hrana kakor pa prej. Skratka, na en način se trudimo to umetno zapolniti, narediti neko veselje, neki užitek, ampak ta užitek je zelo kratkotrajen. To v tistem trenutku seveda ne razmišljamo, ker nam je fajn, da iz te rutine lahko pobegnemo za nekaj časa, ne vem, za par uric ali kako, z alkoholom ali z drogo. Se v bistvu umaknemo v en drug svet, ampak pridemo nazaj spet v to realnost, kar pomeni, da bo slej ko prej v naslednjih parih urah, dneh potrebno spet pobegniti.
In potem v bistvu sploh ne živimo več svojega življenja, ampak živimo neko ta grozen dolg čas, pa tole bežanje pa umikanje. Ponavadi so pol še ljudje okrog nas še bolj nestrpni in smo potem deležnici okupenih obsodb, pa krivde, pa pol začnemo sami sebe že, kako bi rekla, sekirati pa nadlegovati, pa smo sami nad sabo razočarani, kaj sploh delamo, kako lahko to naredimo in kako bi lahko mogli biti boljši, ampak istočasno se nam pa niti ne da in pol rata to ena grozna črna luknja, en začaran krog. Po eni strani bi radi prišli ven iz tega, po drugi strani niti ne vemo kako, pa je v bistvu še to edino, kar nam ostane. In taki osebi je tudi težko reči, da ja, naj zdaj samo še malo zdrži, pa samo še malo na sebi dela, pa enkrat boljše, ker je že vsega naveličana, ampak kljub temu bi vas jaz spodbujala, da se odločite za neko spremembo zase in da si najdete neki prostor, neko osebo, ki vas bo pripravljena poslušati, ki boste lahko ob njej začutili en kup te jeze, ki je noter v vas, ker v tem dolgčasu je en kup enega nezadovoljstva. Odzadje je ponavadi jeza na vse to, vsa ta razočaranja, in ko začnemo to majčkeno govoriti, pa majčkeno ven dajati, pa majčkeno obračati, se pol začnemo tudi drugače počutiti, začnemo tudi dobivati nazaj kakšno moč še za kakšno drugo aktivnost in potem to veselje nekako pride samo od sebe nazaj v naše življenje, Se pravi, da ne rabimo se res toliko direktno matrati samo iz tem, da kako zdaj, ne vem, črtati alkohol, kako črtati drogo, ali pa kako zapolniti direktno to praznino, ampak se mi zdi bolj pomembno to, da začnemo razmišljati o sebi kot o osebnosti, ki ima neke vsebine v sebi. In te vsebine so včasih slabe, žalostne, prestrašene, ne vem še kaj vse. In je fajn, da jih lahko samo pogledamo ali pa samo o njih spregovorimo toliko, da vidimo, okej, da jih preštejemo kot otroke v šoli. Ti si ti, 2, 4, 5, 10. In ko vse te nekako vsebine začutimo, ko jih vidimo, ko jih spregledamo, jih tudi na en način umirimo. In dobimo neki prostor, da lahko začnemo pol z nekimi drugimi aktivnostmi. In ta kreativnost se rodi oziroma je ves čas v nas, samo narediti moramo prostor. Tako da ja, danes sem hotela majčkeno to osvetliti, kako poskrbeti zase, če se znajdeš v enem takem črnem krogu, ke življenje v bistvu sploh nima več smisla ali pa ke nimaš več tega občutka neke lastne vrednosti ali pa nekega smisla sploh, tistega globjega smisla. Takrat je fajn, v bistvu nimate več kaj takrat izgubiti ali pa nimamo, na taki točki v življenju, da začnemo o tem samem govoriti. Mogoče pa bo boljše oziroma zelo verjetno pa bo boljše. Okej, toliko za danes. Jaz upam, da čim manjkrat čutite to praznino. Če pa jo boste, že začutili, pa da ste sposobni s to praznino zdržati, je pa zdravilno tudi to, da samo opazujete ta občutek, da ga priznate, okej, ja, je danes neki občutek ene praznine in nekega pogrešanja, nekega hrepenenja po nečem več. In samo mogoče da si locirate na telo, jaz to največkrat čutim v želodcu, trebuhu in da se v bistvu pomislite na ta del, pomislite na to hrepenenje in nekako tako jaz dam prav roko gor, se ne vidi, in probam s tem hrepenenjem samo zdržati. Samo ga priznati, ga opaziti, tako kot smo prej za te vsebine naštevali, to je eden izmed tistih otrok na šolskem avtobusu ali izletu. In tudi tega otročka, tega z imenom hrepenenje, pogrešanje, lahko samo opazim. Si vzamem nekaj časa za njega in
mu dam veljavo, tudi on lahko obstaja, tudi on ima nek smisel, zakaj je tukaj. A mu lahko prisluhnem? In če to zmorete, pol verjetno bo to čutenje zelo hitro potem tudi šlo, ker narava naših čutenj je pravzaprav toliko, da pridejo, da nas opozorijo in pol lahko tudi zelo hitro grejo. A ne, to ni nekaj, čustva niso nekaj trajnega, nekaj, ke bi kar vztrajali, ne vem, cel teden. Ponavadi so tisto pol že neke druge vsebine, če to kar vztraja, nekaj močnejšega, lahko da je celo zvezano s kakšno travmatično izkušnjo ali tako, ampak čustva so pa v osnovi nekaj čisto kratkotrajnega, nekaj opozorilnega in vsako čustvo, tudi vsa, če lahko tako rečem, negativna čustva, ne, čeprav mi, ke delamo iz čustvi, se zavedamo, da nobeno čustvo ni negativno, a ne, ampak vseeno se mi zdi, da se tako med ljudmi, ne vem, tretira jezo, žalost, strah kot negativna čustva, zato ker jih je neprijetno mogoče začutiti, a ne, ampak vsa čustva imajo svojo, kako bi rekla, obrambno funkcijo, a ne. Vsako čustvo ima en namen, pride z namenom, s pozitivnim namenom, zato da naše telo pred nečim ali zaščiti ali nas na nekaj opozori, ali da neko energijo sprosti. Skratka, vsa čustva, ki jih začutimo, četudi so neprijetna, nam pomagajo. Pridejo ali pa jih začutimo zaradi tega, da nam pomagajo, še enkrat tisto, ampak je res. Okej, toliko za danes. Vidim, da imam tako luč, da izgledam danes čisto bleda, naj vas ne skrbi, sem okej. Vidim tudi dvojne tule se vidijo dvojni podočnjaki. Ampak mislim, da so tole, ne vem, teli zimski dnevi. Zgodaj vstajam, tako da se mi očitno pozna, da sem začela z novim ritmom. In jaz upam, da v naslednjem videu, da bojo ti podočnjaki izginili in obljubim, da se potrudim tudi s svetlobo. Toliko, da ne bom izgledala tako bleda. Skratka, jaz vam želim en lep dan in se vidimo. Adijo!